V Odrancih zaradi koronavirusa 71 ljudi v karanteni. Nov trgovski center Mercator v Murski Soboti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS. Epidemiološka slika zaradi okužb s koronavirusom v občini Odranci zaskrbljujoča, še zlasti je pereča v vrtcu Mavrica. Še vedno smo tudi v deželi ob Muri vpeti v dnevne informacije o ukrepih povezanih s koronavirusom in spoznanjem, da je individualna preventiva najpomembnejše vodilo za preprečevanje okužbe. Število potrjenih primerov z okužbo se tako dnevno spreminja, viri pa so v Pomurju predvsem lokalni in ne več uvoženi. Glede okužb jih je doslej bilo v pomurski regiji zabeleženih 217, kar nas uvršča na 3. mesto med regijami v Sloveniji. Precej pozornosti je v zadnjem času vzbudila epidemiološka slika v občini Odranci. Uradne podatke o okužbi z virusom je podal Ivan Markoja, župan te občine. Uradni podatki so taki, da imamo 5 okuženih, 3 so iz naše občine, 2 okuženi nista iz naše občine in da trenutno danes imamo 71 ljudi v karanteni. Najbolj zaskrbljujoča je situacija v vrtcu Mavrica, kjer je občina sprejela takojšnje ukrepe za zajezitev širitve virusa. Pa druga ali zadnja okužba pa je nastala v vrtcu, ta je pa hujša. Ker v vrtcu se je pa pojavil ta koronavirus nekako istočasno pri 2 osebah, ki nista iz Odranec, in dobile so pa še 3 sodelavke, ki pa so iz Odranec. In seveda je zdaj vse skupaj s tistimi fanti, pa otroci, pa zaposlenimi, pa njihovimi domačimi 71 ljudi v karanteni. No, na ravni občine smo zelo hitro reagirali in smo skupaj z Nacionalnim inštitutom in ravnateljico vrtca zaprli vrtec že v petek, potem skozi ta vikend smo preložili finale nogometnega turnirja, ki je bil predviden za nedeljo, za včeraj. Potem smo zaprli športni park in fitness odranski. Tako da vse tisto, kar lahko občina naredi, smo naredili. Te dni, danes, jutri, bomo še razdelili dodatne maske vsem ljudem, vsem prebivalcem. Sicer pa nagovarjamo ljudi, naj se ne družijo v velike skupine, naj nekako koristijo naravne danosti, ki jih imamo, torej sprehajališča, torej to, kar pač imamo v naravi, da ne bo prišlo do čega hujšega. Sicer pa hud teren nas čaka, ker zadeva bo vidna, torej obseg tega koronavirusa bo viden komaj proti koncu tega tedna, ko se bo on razvil, kako se bo razvil, komu se bo razvil, in takrat bomo komaj lahko ugotavljali obseg tega stanja. V prid zajezitve z okužbo je zelo dobro sodelovanje vodstva občine z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Je pravzaprav takoj, ko kaj ugotovijo, me obvestijo, tako da smo vse skozi z njimi v stiku. Čujem, da so tudi v stiku naše tovarne z njimi, da jih prosijo za dodatna pojasnila, kako se naj obnašajo. Veste, imamo problem panike pri zaposlenih ljudih v Odrancih, ampak ne od naših ljudi, ampak od tistih, ki prihajajo z drugih krajev, ker bi skoraj človek rekel, ne radi delali z našimi skupaj, ker pač vejo, da nekdo ima otroka v vrtcu, prišel je danes delati, in se nekako ljudje, kot vsi ostali, bojimo okužb, in tu so malo take nerodne zadeve in se treba pojasnila, pa vse to, pa neka zaščita, da ne pride do tega, to je to. Vendar tu občina ne more kaj dosti narediti, mi jih nekako napotujemo na Nacionalni inštitut, sicer pa že 3 mesece to ali koliko, 4 mesece traja to v Sloveniji in več ali manj vsi vemo o tem, kako se je potreba braniti proti temu virusu. Ne bi pa seveda radi, da bi se to tako masovno razširilo, da bi te tovarne pa vsi ostali torej prekinili delo, saj le 1200 ljudi si služi kruh v Odrancih. Je pa to malo problematično, ker naš kraj je postal v zadnjih letih neki center tega Pomurja, Prekmurja. Saj k nam hodijo
ljudje na benzinski servis vseh okoliških vasi, ogromno ljudi hodi v nakupovalni center, ogromno kmetov pripelje z celega Prekmurja v naš nakupovalni center kmetijske pridelke in to je mešanje ljudi v onemoglosti, se to ne moreš obvladovati, zato pač poskušamo, da bi čim več ljudi izvedeli o tem primeru v Vodrancih in da bi se nekako tudi tisti, ki v Vodrance prihajajo, malo zaščitili. Ukrepi so posegli tudi v lokalno samoupravo, kar pojasnjuje župan Ivan Markoja. Občina je zaprta, imamo dežurstvo v občinski upravi, kakor tudi v komunali, tako da zaenkrat so pač te zadeve malo omejene, dokler ne bomo videli, kako se bo zadeva razvijala. Kako dobro se bomo obvarovali virusne okužbe, je odvisno predvsem od nas samih. Od ustrezne zaščite in spoštovanja ukrepov. Še zlasti se izogibajmo množičnim druženjem. Na njih so v zadnjem času evidentirali največ prenosov okužb. Dolgo pričakovano izgradnjo trgovskega centra Mercator v središču Murske Sobote sta predstavila strani Mercatorja Luka Jurkovič ter župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek. Na križpotju Slovenske ulice in ulice arhitekta Novaka v Murski Soboti sta Luka Jurkovič, pomočnik predsednika uprave Mercator, ter dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, predstavila nekaj časa zastali projekt izgradnje trgovskega centra Mercator. Kdaj natanko naj bi se gradnja pričela, še ni znano, je pa zasnovo predstavil Luka Jurkovič. Mercator zasleduje in izpolnjuje strategijo, ki jo je postavila uprava. Pomembni del je tudi obnova in širitev naše prodajne mreže. Gradnja novega trgovskega centra v Murski Soboti je bil ves čas v naših načrtih in veseli nas, da smo korak bližje dejanskemu začetku gradnje. V tem času, ko občina posodablja in ureja središče mesta, bo nov sodobni trgovski center polepšal tudi območje bivšega potrošnika. Površina Mercatorjevega zemljišča znaša dobrih 14.000 kvadratnih metrov. Velikost trgovskega centra bo obsegala približno 4.350 kvadratov. Trgovski objekt je zasnovan kot lorisno-ortogonalna stavba, osrednjo površino predstavlja hipermarket, orientiran proti zahodu. Na vzhodu je skladiščni del z dostavo. Severna linija prostorov so namenjeni lokali. Pasova ob zahodni in severni strani objekta, kjer so glavni vhodi, sta pokrita z nadstrešnicami. Nadkrita je tudi dostavna rampa na vzhodni strani. Trgovski center je zasnovan kot sklop posameznih trgovin oziroma lokalov različnih velikosti orientiranih proti zunanjim javnim površinam. Tip retail parka. Ločeni dostopi omogočajo in bodo omogočali samostojno delovanje lokalov ter prilagoditev posameznih lokalov željam in potrebam najemnikov. V njem je predviden večji market s prodajno površino približno 2500 kvadratnih metrov. Širok izbor živilskih in neživilskih ter življenjskih potrebščin boste lahko dobili v njem. Ponudbo bo dopolnjeval še kavarna in sklop najemniških lokalov v dobrih 900 kvadratnih metrih površin. V sklopu projekta so predvidena parkirna mesta, predviden še ureditev zunanjih zelenih površin, površine za pešce, kolesarje ter otroško igrišče. Vrednost celotne investicije je ocenjena na približno 7 milijonov evrov. Trenutno smo v fazi projektiranja. Idejno zasnovo si jo boste lahko še ogledali in vam jo bomo posredovali. Predvidimo v jesenskem času bomo vlagali za gradbeno dovoljenje in v prihodnjem letu računamo na pridobitev gradbenega dovoljenja. Način izgradnje bo potekal tako, da bo Mercator projekt predstavil potencialnim investitorjem, ki bo zgradil celoten kompleks, Mercator pa bo trgovski del dolgoročno vzel v najem. Za najemnike in upravljanje z objektom bo skrbel novi lastnik oziroma investitor. Prvi potencialni investitorji so že izrazili interes in z njimi se bomo povezali že v fazi nastajanja samega projekta. Trenutno izvajamo širitev mreže na način, da pridobimo investitorje, ki nam po izgradnji oddajo v najem del lokala, ki je namenjen za našo dejavnost. Lastna investicijska sredstva
namenjamo za obnovo in izgradnjo našega največjega projekta, logističnega centra, ki ga nameravamo zgraditi v Ljubljani. Verjamem, da bo vsa potrebna dela, da bodo izvedena v časovnih okvirih in Murski Soboti, da bomo ponudili nov in sodoben trgovski center, ki si ga občanke in občani želijo in ga tudi potrebujejo. Naloge lokalne skupnosti v okviru tega projekta je pojasnil župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek. Težava vseh mest, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, je, da si mestne oblasti na vse kriplje prizadevamo oživeti mestna jedra. To je tudi težava tistih mest, ki imajo več denarja kot Murska Sobota in namen ureditve mestnega središča Slovenske ulice, kjer smo sedaj, je prav ta, da arhitektonsko uredimo mestno središče. Druga stvar je pa tudi, ki je zelo pomembna, da damo vsebino mestnemu središču. To počnemo z različnimi prireditvami in družabnimi dogodki, kulturnimi, kulinaričnimi dogodki in tako dalje. Pogovori z Mercatorjem, kot je bilo povedano, kot lastnikom velikega degradiranega območja v centru mesta, so potekali že leta in leta. Iz različnih razlogov, ki so pogojevali preložitev odločitve, je bila ta ideja žal ves čas zgolj želja mestne oblasti oziroma aktualnega župana in mestnega sveta. V veliko veselje mi je, da smo sedaj po dolgih pogovorih uspeli z Mercatorjem priti do te točke, da je padla odločitev, da se trgovski center in to celotno, kot rečeno, degradirano območje uredi. Tudi zato, da bo privabilo v sam center mesta večje število občank in občanov. Kot vidite, je v samem mestu trenutno zaznati velik investicijski zagon. Ureja se območje bivše kirurgije, kjer bo nastal nov poslovni objekt. Ureja se območje na Kocljevi, kjer se gradi stanovanjsko poslovni objekt. Napovedane so še nekatere druge zasebne investicije. In ta investicija Mercatorja je velik korak naprej k oživitvi mestnega jedra in prepričan sem, da bo tudi zadovoljstvo na strani investitorja Mercatorja veliko, kajti ljudje v zaledju centra mesta bodo imeli možnost, brez da uporabijo avtomobil oziroma so prisiljeni uporabiti prevozna sredstva, obiskali trgovino, nabavili najnujnejše življenjske artikle in se sprehodili po našem lepo urejenem mestu. To je tudi eden od osnovnih ciljev, ki ga mestna občina spremlja in tudi zaradi tega bomo v jeseni, že v začetku avgusta pravzaprav, imeli prve sestanke za upravno enoto in z vsemi deležniki, ki so zadolženi za to, da bo pridobitev gradbenega dovoljenja potekala čim prej. Občinski prostorski načrt, ki je bil pripravljen takrat, ko se je začelo govoriti o tem, da bi Mercator investiral v ta del mesta, bo potrebno prenoviti, na mestnem svetu ponovno predelati, obravnavati, videti, kaj pravzaprav bo potrebno urediti glede komunalne opremljenosti samega prostora. Namreč dejstvo je, da v tem času, ko smo čakali na dokončno odločitev Mercatorja, smo že uspešno pridobili projekte za ureditev Slomškove ulice, Gregorčičeve ulice in arhitekta Novaka ulice. Skratka, celotni ring okoli tega degradiranega območja so že odobreni evropski projekti iz naslova celostnih trajnostnih naložb, kjer ima mestna občina 75% sofinanciranja z kohezijskih skladov. Tako da tudi v tej zvezi bo potrebno prilagajanje same dinamike gradnje teh evropskih projektov in same te investicije, kajti, kot rečeno, infrastruktura, ki smo jo pridobili z evropskimi sredstvi, mora biti zgrajena v letu 2021-2022. Veselimo se tega dela, veselimo se teh naporov v dobro občank in občanov mestne občine Murska Sobota
in tudi vseh tistih, ki našo mesto obiskujejo. Obstoječi načrti predvidevajo, da se bo večina sedanjih objektov na tem prostoru odstranila, razen dveh, tistega pri Finančni upravi Republike Slovenije in tega, pred katerim je bila predstavitev na Slovenski ulici. Skladno se bo ob novogradnji uredila še komunalna infrastruktura s 130 nadzemnimi parkirnimi mesti. Poskrbljeno bo tudi, da bo celoten kompleks ozelenjen. Toliko smo vam pripravili v današnji osrednji informativni oddaji. V našo družbo vas ponovno vabimo prihodnjo sredo. Do takrat, nasvidenje.